Dober dan in še enkrat lep pozdrav iz Celjske arene Petrol, spoštovane gledalke in gledalci, ljubitelice in ljubitelji nogometa. Pred nami bo kmalu začetek drugega polčasa tekme med Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Mariboru. Ljubljančani imajo prednost po prvem polčasu, vodijo z 1-0 v 39 minuti, je edini zadetek v prvem polčasu dosegel ljubljanski študent Martin Cesar in tako popeljal Ljubljančane pred začetkom tega drugega polčasa v vodstvo z 1-0, preden pa nadaljujemo pa skok pokroviteljem. Tako, znova smo sliko nazaj v Celju, v oblačnem Celju, na trenutke tudi deževnem, se skozi nekako malce škropi v celjski areni Petrol, torej razmočena zelenica. Po prvem polčasu pa vodstvo, torej kot sem že dejal, ljubljanske univerze z 1-0 v 39 minuti je veselje Ljubljančanom prinesel Martin Cesar, potem ko se je sam znašel pred Lovrecom in ga premagal. 4 minute pred tem je imel do tistega trenutka najlepšo priložnost pri Ljubljančanih Benges, vendar stresel prečko, no tudi Mariborčani pa so imeli nekaj svojih priložnosti, v večjem delu srečanja predvsem tiste pol priložnosti, najlepšo pa je zapravil v 38 minuti za nogometaše iz Maribora Jernej Trstenjak, potem ko se je po drugem kotu za Mariborčane žoga odbila na vrh kazenskega prostora do Trstenjaka. Ta je močno meril v desni spodnji kot vratarja Zibelnika, ki pa se ni pustil premagati in je s parado žogo odbil. Tu se pripravljajo številne zamenjave, natančneje 4 zamenjave. Prišlo bo do menjav obeh vratarjev. Pri Mariboru bo v igro vstopil številko 12 Martin Jarc, pri Ljubljančanih pa številko 1 Martin Jarc bo nastopil na mesto Mihaela Lovreca, ki je moral torej v prvem polčasu enkrat po žogo v svojo mrežo. Pri Ljubljančanih pa bo v igro vstopil Mark Kralj na mesto Jana Zibelnika, ki je že izkusil tudi evropski nogomet, namreč kot 17-letnik je v sezoni 2007-2008 branil barve Gorice na evropski tekmi, sicer pa tudi dvojna zamenjava v mariborski ekipi. Pripravljena sta za vstop v igro številko 15 Anže Pečnik in pa 16 David Kajtna, pri Ljubljančanih pa v igro številko 4, to je Elvis Beganović. Elvis Beganović pri Ljubljančanih vstopa v igro kot edini nogometaš, ki bo z rezervne klopi zaigral v polju. No, zdaj se v vrata pri Ljubljančanih torej podaja tudi Martin Jarc, oziroma pri Ljubljančanih se opravičuje Mark Kralj, študent ekonomske fakultete, sicer nogometaš Ilirije, letnik 1993. No, pri Mariborčanih pa v igro Martin Jarc, zamenjal je Lovreca, ki je prejel en zadetek. Martin Jarc bo torej branil v drugem polčasu, študent filozofske fakultete, 13. januarja je dopolnil 18 let, mlad vratar torej v vrstah Mariborčanov. Denis Halilović, glavni sodnik, bo zdaj dal za znak za začetek tega srečanja. Prvi sredine igrišča v drugem polčasu pa nogometaši Univerze v Ljubljani, ki bodo torej od drugega polčasa dalje zaigrali v postavi Kralj, potem pa Pungaršek, Cesar, Benges, Džajić, Fordin, Gvardjančič, Splihal, pa Beganović, Mariborčani pa v postavi Pečnik, Kajtna, v vratih Jarc, Vinković, Lugunić, Vinković, David Vinković, Matej Vinković, Lekčević, kapetan, Hočevar, Polajžer in Kavaš ter Šumak. Torej postava nogometašev iz Maribora, zdaj imajo leti na voljo prosti strel na polovici ljubljanske univerze oziroma nogometašev Univerze iz Ljubljane.
Dolga podaja na vrh kazenskega prostora. Tam je brez težav žogo izbil steber obrambe pri Ljubljančanih Srdžan Arsič in dobil skok na vrhu 16-metrskega prostora. Zdaj stranski out spet za Mariborčane, ki so igrali v prvem polčasu malce bolj previdno, niso tako napadali, niso imeli veliko žoge v svoji posesti, prevladovali so v tej prvini igre Ljubljančani, ampak tudi Ljubljančani si v prve pol ure igre niso pripravili za res tiste prave priložnosti, no od 35. do 39. minute pa nekako vrhunec tistega prvega polčasa, ko smo videli zadetek in pa dve zreli priložnosti, prečka Bengeza, dober strel Trstenjaka, prečka Bengeza pri Ljubljančanih, dober strel Trstenjaka pri Mariborčanih in pa zadetek v mreži Mariborčanov, ki ga je dosegel Martin Cesar, študent fakultete za šport, nogometaš Radomelj. Zdaj prosti strel za nogometaše iz Maribora, podaja v kazenski prostor, še enkrat več pa brez težav ljubljanska obramba izbija žogo v stranski out, ki ga bo izvedel pri Mariborčanih Jure Šumak. Zdaj pošilja žogo v kazenski prostor enajstica Matej Vinkovič, izbita žoga, pritisk Mariborčanov v začetku tega drugega polčasa. Začela se je namreč 48. minuta tekme v celjski areni Petrol, kjer se je zbralo približno dobrih 100 gledalcev na tem srečanju. Mariborski kapetan Lekčevič, zdaj mora biti obetavna akcija Maribora. Ni šlo, zelo dobro deluje obramba Ljubljančanov. Srdžan Arsič je pravi steber obrambe v ljubljanski ekipi, ki nastopa v belih dresih. Zdaj zaustavlja igro Denis Halilovič, stranski out bo to za Mariborčane, ki ga bo izvedel Niko Tisaj. Pa stranski sodnik Matic Mežnar dviguje zastavico, to je bil prepovedan položaj, oziroma ne, stranski out, se pravi, čujem stranski out za Ljubljančane, torej glavni sodnik je danes Denis Halilovič, pomaga tam ob stranskih črtah Matic Mežnar in Urban Žohar, četrti delilec pravice pa danes Ermin Šašivarevič. V novi akciji v prvem kontinuiranem napadu v tem drugem polčasu Ljubljančani podaja na levo stran, kjer je Lovro Splihal. Lovro Splihal je nogometaš Šenčurja, sicer študent pedagoške fakultete, zdaj strel in brez težav za vratarja Martina Jarca, njegovo prvo posredovanje v tem drugem polčasu. Poskušal je Ljubljančan, torej Lovro Splihal, nogometaš, sem dejal, ekipe druge lige, iz druge lige ekipe Šenčurja. Lovro Splihal je sicer odigral večino tekem za Šenčur v letošnji sezoni, 23krat je nastopil za to moštvo z Gorenjske, ni se mu uspelo niti enkrat upisati med strelce, sicer je do konca druge lige le še en krog, 26 so jih odigrali nogometaši v slovenski drugi ligi. V najboljšem položaju je Aluminij, ki si je že zagotovil vsaj kvalifikacije za prvo ligo. Za prvo mesto se bo moral še potruditi, saj ima prednost pred Krškim pred zadnjim krogom samo 2 točki, 50 točk ima Aluminij, Krško 48, Dob na tretjem mestu 46 in prav to so tisti trije klubi, ki se bodo torej potegovali bodisi za direkten vstop v prvo slovensko nogometno ligo, bodisi za kvalifikacije. No, Dob nima več možnosti za direkten vstop v prvo slovensko nogometno ligo, medtem ko Aluminij in Krško bosta se pravi odločala o tem v zadnjem krogu. Krško bo prav proti Aluminiju v soboto 30. maja ob 17. uri na stadionu Matije Gubca gostil ekipo Aluminija, torej videli bomo direkten medsebojni dvoboj za vstop v prvo ligo. Sicer se je že v prejšnjem oziroma predprejšnjem krogu proti Dobu zbralo 520 gledalcev v Krškem in to je rekord za letošnjo sezono, torej Krčani so nekako, Krško je zajela nogometna mrzlica, ko so postali Krčani jesenski nogometni prvaki v drugi slovenski nogometni ligi. Šenčur pa je
že rešen izpada v tretjo ligo, namreč na 8. mestu pred zadnjo Dravinjo ima 4 točke možnosti oziroma prednosti, Šmartno pa je že davno odpisan, saj ima po 26 krogih samo eno zmago, 5 remijev in 20 porazov in je pri 8 točkah in bo drugo leto zagotovo igral v tretji ligaški druščini. Zdaj napad za Ljubljančane, ki pa se je hitro končal in takoj zamenjava v tem drugem polčasu. V igro bo vstopil pri Ljubljančanih številko 6, to je nogometaš Žiga Verbič, študent ekonomske fakultete, sicer član Ilirije, ki pa bo zamenjal šestico oziroma devetico strelca Martina Cesarja. Torej strelec iz 39. minute prvega polčasa zapušča Zelenico v 52. minuti tekme. In daje torej prostor svojemu soigralcu Žigi Verbiču. Obeni pa se je na komentatorskem mestu pridružil tudi rektor Univerze v Mariboru, dr. Igor Tičar. Gospod Tičar, prav lep pozdrav. Vi ste izvedli ta začetni udarec z rektorjem Univerze v Ljubljani, z gospodom Ivanom Svetlikom. Kakšni so občutki stati na areni Petrol in otvoriti ta univerzitetni El Clasico med Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Mariboru? To je čisto poseben dogodek, čisto poseben užitek. Zelo sem vesel in ponosen, da sem lahko to naredil, saj brez športa univerz dobrih ni in mi smo dve dobri univerzi. Torej, pričakujemo tudi dober in zanimiv šport in vidim, da se fantje borijo, kar me zelo veseli. Še posebej pa mi je bilo včasih, da sem lahko prvič udaril po žogi in pri tem niti padel nisem. Zares, torej zanimivo, gospod Tičar, ampak če vas to vse skupaj veseli, vas pa verjetno kot rektor Univerze v Mariboru ne veseli najbolj trenuten rezultat, ko Ljubljančani vodijo z 1-0. Tega ne bi posebej komentiral, pač nogomet je nogomet, najpomembnejša postranska stvar, sigurno pa tekma še daleč ni končana, sploh pa pričakujem, da bodo naši fantje naredili še nekaj, že zaradi tega, kajti letos Univerza v Mariboru praznuje 40 let in zelo lepo bi bilo, če bi to proslavili tudi z zmago. Se pravi, vsaj 4 gole še pričakujem. Ja, to so zares spodbudne napovedi gospoda Tičarja. Torej, lepo bi bilo zmagati v tako čestitljivem jubileju Mariborske univerze, torej 40-letnico, kot je že v prvem polčasu povedal moj sogovornik gospod Marko Jesenšek, eden izmed pobudnikov z mariborske strani. Zdaj nekaj težav prav v obrambi Mariborčani, Ljubljančani imajo priložnost, streljajo je tam da Katič, ampak nastrelja v obrambo Mariborčanov, ki imajo zdaj poskus proti napada po desni, teče njihov napad, podaja tam proti Pečniku, rezervistu, ki je prišel v igro v drugem polčasu, Sveše Pečnik, pa na vrh kazenskega prostora, tam žoga do Vinkoviča in Halilović piska prekršek na oddaljenosti približno slabih 20 metrov od vrat vratarja Ljubljančanov. Drugega polčasa dalje je to Mark Kralj. Videli bomo, ali bodo Mariborčani zdaj prišli morebiti do izenačenja. Gospod Tičar, prav gotovo niste imeli prevelikih pomislekov kot rektor Univerze v Mariboru, da date zeleno luč študentom iz Maribora, da se seveda udeležujejo teh tekem proti Ljubljančanom. Seveda ne. Sploh smo pa tako ali tako na domačem terenu, saj imamo tudi fakulteto v Celju, tako da smo res pravi gostitelji in me veseli tudi, da smo se na tem krasnem štadionu našli in zdaj upam, da bo kaj. Ja, upate lahko, kajti Mariborčani imajo zdaj zares lepo priložnost, torej na vrhu kazenskega prostora prosti strel v 56. minuti za Univerzo v Mariboru, lepa priložnost za izenačenje. To strel oziroma ni še prišlo do strela zdaj, vendar na kratko odigrana kombinacija je bila to enajstice Vinkoviča in strelca Davida Lugoniča, ki pa je zadev živi zid Ljubljančanov. Dobro so se spet obranili nogometaši iz Ljubljane in že drvijo v protinapad. Tu je Žiga Verbič po levi strani, podaja tam proti Lovru Splihalu, ki pa je izgubil žogo. Mariborčani so se spet dobro postavili v obrambi, zdaj izbija žogo 12-tica v vratih
Mariborčanov Martin Jarc. Nekaj težav, kot je že povedal gospod Jesenšek, v prvem polčasu so imeli Mariborčani sestavo svoje ekipe, kajti, kot sem dejal, v drugi ligi še ni vse končano, prav Aluminija čaka v soboto odločilna tekma proti Krškemu za vstop v prvo slovensko nogometno ligo in zaradi tega seveda nekateri nogometaši Aluminija, tisti nosilci igre Univerze v Mariboru, niso dobili dovoljenja, da nastopijo na današnjem srečanju. Jasno, vložek je velik, v igri je seveda prva slovenska nogometna liga, zato pa kljub vsemu se Mariborčani borijo po najboljših močeh. Gospod Igor Tičar, se pravi rektor Univerze v Mariboru, dr. Igor Tičar, zaenkrat ne kaže najbolje Mariborčanov, ampak tekme še ni konec, če dobre pol ure je seveda do zadnjega žvižga Denisa Halilovića, gotovo še upate na kakšen zadetek. Ne upam, vem, da bo. Vem, da bomo dali še nekaj golov, prepričan sem v to in časa je še in še dovolj. Si morda upate napovedati, kdo bo strelec za Mariborčane? Poznate nekaj igralcev prav gotovo? Ne upam si napovedati, kdo bo, ampak na vsak način eden izmed njih bo. No, mora biti zdaj že v tem napadu, kajti Mariborčani napadajo po desni strani preko Džajića, hitro se je zaključil ta napad, žoga za Mariborčane. Nekaj težav ima pri Mariborčanih številko 7, številko 7 David Lugonič. S poškodbo zapustil je Zelenico, pripravljen pa je za vstop v igro Rok Vori pri Mariborčanih, študent fakultete za strojništvo, ki bo 7. decembra dopolnil 22 let, torej sami mladi nogometaši. Najstarejša v mariborski vrsti sta Adrian Lekčevič, kapetan, in pa tudi David Lugonič, oba sta letnik 1988, pri Mariborčanih pa nikogar, ki bi bil mlajši od leta 1990, letnik 90 so Jan Benges, ki je v 35 minuti prvega polčasa stresel prečko, in pa tudi Jan Zibelnik, vratar, ki ga že ni več na igrišču, zamenjal ga je namreč Mark Kralj. Do nove zamenjave je prišlo v ekipi Maribora, imel sem prav, torej ekipe Maribora je prišlo do zamenjave, torej prej napovedane, ko je prišel v igro Rok Vori na mesto poškodovanega Davida Lugoniča, torej predvsem mlajša ekipa, v povprečju bi lahko rekli ljubljanska, kajti nihče izmed nogometašev ni mlajši od 25 let, nekaj izkušenj več pri Mariborčanih, ampak predvsem tista številčna pomanjkljivost na igrišču bi lahko rekli je danes nekako lahko usodna za Mariborčane, ampak tekma še ni končana. 59. minuta na celjski areni Petrol, potem ko se je že začelo malce bolj temniti zaradi oblačnega vremena tu v Celju, še vedno pred majhnim številom gledalcev. Zdaj priložnost mora biti za Ljubljančane, ampak dobro so se obranili Mariborčani in to je mora biti priložnost za protinapad. Mariborčani, naj povem še enkrat, nimajo še zmage proti Ljubljančanom, mora biti jo dosežejo prav danes tu na celjski areni Petrol, kjer se že prižiga reflektorji, trese se mreža, toda zunanje strani. To je bila lepa priložnost, dr. Igor Tičar. Lepa. Bo še nekaj takega. Ja, to je začetek. Seveda, vsekakor je zelo prav, da gledate tako pozitivno na vse stvari. Mariborčani imajo na voljo prvi kot v tem drugem polčasu, sicer pa skupno četrti na tem srečanju, podaja na bližnjo vratnico, izbita žoga, ni bilo nič nevarnega pred vrati Ljubljanske univerze. 60. minuta srečanja, Mariborčani torej lovijo izenačenje, nimajo še zmage, kot sem dejal, proti Ljubljančanom. Naj povem še enkrat, prva tekma se je v Ljudskem vrtu lanskega 26. maja končala neodločeno, bilo je 1-1, potem pa je bila na sporedu tekma na Kodeljevem, in sicer 20. oktobra v Ljubljani na stadionu Slovana. Tudi takrat redni del ni dal nekako zmagovalca, torej bilo je neodločeno, potem pa so se zmage v streljanju 11 metrov, torej v loteriji 11 metrov veselili nogometaši iz Ljubljane s skupnim zidom 5-3. Nova priložnost za Mariborčane, nekaj težav tam za vratarja Ljubljančanov Marka Kralja, vse se je dobro išlo za Ljubljančane v belih dresih. Pritisk Maribora še vedno torej traja na tem srečanju, zdaj bodo Mariborčani imeli na voljo že svoj peti kot na tem
srečanju. Tu trener oziroma selektor ljubljanske izbrane vrste Boštjan Kreft daje na oddaljenejšo vratnico, spet pa je šla po vodi v navednicah tale akcija Mariborčanov, ki se trudijo, malce manj jih je, kot sem to že povedal na tem srečanju, ampak kljub temu dajejo vse od sebe, želijo seveda priti do svoje prve zmage na nekakšnem univerzitetnem El Clasicu med Univerzo v Ljubljani in pa Univerzo v Mariboru, kjer teče 62. minuta v Celju, ampak še vedno nismo videli niti enega zadetka. Tudi vi si seveda, dr. Igor Tičar, rektor Univerze v Mariboru, želite čim več takšnih srečanj in da bi to seveda postala nekakšna stalnica, da bi se ta srečanja se pravi igrala vsako leto. Seveda. Torej, to bo postala stalnica, tudi z ljubljanskim rektorjem so se tako pogovorili in dogovorila. Poleg tega misliva organizirati tudi druge športne dejavnosti. Nasploh je padla ideja, da bi organizirali neke vrste športne igre univerz, kjer bi tekmovali v različnih disciplinah. Včasih smo veslali, to smo nažalost malo zanemarili, ampak spet bi lahko to obudili. Prav tako obstaja še kopica drugih športnih panog in mislim, da kjer je volja, tam je pot in da bomo to čim prej vzpostavili na slovenskem nivoju. Medtem nova zamenjava pri Ljubljančanih, iz igre številko 10 Jan Benges, ki je v prvem polčasu prejel tudi rumeni karton in bil v središču pozornosti tudi v 35 minuti prvega dela, ko je po lepi kombinaciji Ljubljančanov stresel prečko mariborskih vrat, ampak kasneje, čez 4 minute, je Martin Cesar popeljal Ljubljančanov vodstvo z 1-0. Namesto njega je vstopil v igro igralec številko 13, to je Nik Vrančič, ki bo torej odigral slabe pol ure tega srečanja in videli bomo, ali lahko mora biti Nik Vrančič, študent Gea Collegea, prinese izdatnejšo vodstvo Ljubljančanov. Zdaj priložnost za moštvo v belih dresih, dobra obramba Martina Jarca po strelu nogometaša Šenčurja, levega bočnega branilca Lovra Splihala. Še ena menjava se bo kmalu zgodila v ljubljanski vrsti in sicer bo vstopil v igro igralec številko 20 Matic Tratnik, študent medicinske fakultete v Ljubljani, sicer pa nogometaš Akademskega športnega kluba Bravo. Zdaj priložnost za Ljubljančane, podajo v sredino, podajo je tam Milan Džajić, ampak dobro so izbili žogo mariborski nogometaši. Milan Džajić je eden izmed oziroma edini nogometaš, ki igra, ko mu seveda čas dopušča, v nižji avstrijski ligi, kar se Ljubljančanov tiče, in sicer je član ekipe Alpe Adrie iz Avstrije, medtem ko so pri Mariborčanih oziroma ko sta pri Mariborčanih ta nogometaša dva. Lugonič igra za nižji ligaša Sant Margareten in pa Lekčevič, član nogometnega kluba Gamlic iz Avstrije. Še vedno ni prišlo do napovedane zamenjave. Matic Tratnik je še vedno ob robu igrišča pripravljen za vstop v igro. Seveda naj pojasnimo ob tem, da glede na to, da gre za prijateljski obračun, seveda ni tistega števila predpisanih zamenjav, da je lahko število menjav poljubno in brško ne bodo danes vsi študenti, da bi dobili priložnost na tem srečanju. Ljubljančani zdaj v novi akciji, dobro pa v obrambi Mariborčani. Zdaj proti napad za Mariborčane, Rok Vor je svež, prišel v igro v drugem polčasu, podaja na levo stran, hitro se je zdaj preselila igra na kazenski prostor Ljubljančanov in pa prekršek nad vratarjem, je bil to pregrob, je bil tam rezervist Anže Pečnik nad vratarjem Markom Kraljem in nič ne bo z izenačenjem Mariborčanov, vsaj po tej akciji, ne, ob izteku 65 minute pa torej napovedana zamenjava, in sicer v ljubljanskih vrstah, torej za vstop v igro je pripravljen Matic Tratnik. Torej 25 minut slabih še do konca tega srečanja in zahvaljujem se gospodu doktorju Igorju Tičarju, rektorju Univerze v Mariboru, in seveda upamo, da se vam bo izpolnila tista želja, da bodo Mariborčani prišli vsaj do izenačenja, če že ne do prve premierne zmage proti Ljubljančanom. Jaz še vedno verjamem v to. Hvala lepa. Hvala lepa za vaš obisk in seveda srečno v prihodnje. Morda se še vidimo, mi pa nadaljujemo torej s tem srečanjem, ko imajo Ljubljančani priložnost po levi strani. Zdaj
prenos žoge v sredino, 21-tica pri Ljubljančanih, to je Jernej Gvardjančič, podaja na desno stran. Ljubljančani spet v novem napadu, hitro se vse skupaj menja, priložnost zdaj za Ljubljančane, slabše si je tam zaustavil žoga v kazenskem prostoru Mariborčanov, Žiga Verbič, izbita žoga nogometašev v modrih dresih, nogometašev Maribora, pa zdaj steber obrambe Srdžan Arsič pri Ljubljančanih, 15-tica Rok Jazbec pri žogi, nogometaš Radomel, študent fakultete za šport. In prekršek Piska Halilović v napadu, žoga znova za Maribor. Mariborčani imajo še dobrih 20 minut časa, torej da pridejo do tako željenega izenačenja. V nasprotnem primeru se bodo Ljubljančani na tretjem medsebojnem dvoboju veselili še drugič zmage, drugič zapored, bi lahko rekli, ko se je prva tekma v Ljudskem vrtu v Mariboru končala brez zmagovalca z 1-1, na drugi na Kodeljevem v Ljubljani, v stadionu Slovana, zmaga po streljanju 11 metrov za Ljubljančane s skupnim izidom 5-3. Tu je vratar Univerze v Mariboru, številko 12, Martin Jarc, na vaših zaslonih zdaj kot za Mariborčane, dolgo časa potuje žoga, priložnost, trese se mreža, to da z vrhnje strani, bi lahko rekli, nič ne bo zdaj z izenačenjem za nogometaše Maribora. Poskušal je tam številko 8 Adrian Lekčevič. To je ta nogometaš, ki sem ga prej omenil, eden izmed dvojice nogometašev, ki si nogometne izkušnje nabirata v avstrijski nižji ligi. Za nogometni klub Gamlic igra nogometaš, ki je zapravil zadnjo priložnost za Mariborčane po strelu z glavo, ko je stresel vrhnji del mreže vrat, ki jih brani v drugem polčasu pri Ljubljančanih, torej Mark Kralj. Nekaj težav za 23-tico v vrstah Ljubljančanov, to je Lovro Splihal, vse v najlepšem redu s Splihalom, ki se je že ustal, tekma se nadaljuje. Zdaj napad preko Džajiča za Ljubljančane, tu je Beganović, Beganović do Džajiča, Džajič, strel Džajiča in preko vrat. Mislim pa, da se je nekdo izmed nogometašev Maribora dotaknil te žoge in bo to nov kot za Ljubljančane. Videli smo ga na vaših zaslonih. Milana Džajiča, nogometaša avstrijskega kluba Alpe Adria, letnik 1992, sicer študent telekomunikacij. Zdaj je nova priložnost za Ljubljančane iz kota. Blizu je bilo, zelo blizu je bilo tole, zdaj vse skupaj, dobro so se rešili Mariborčani in pa prepovedan položaj, potem ko se je žoga odbila, ko je strelom poskušal z velike oddaljenosti Žiga Verbič. Nekdo izmed Ljubljančanov pa se je znašel v prepovedanem položaju in znova nadaljujejo Mariborčani s svojim napadom. Zdaj številko 4 pri Mariborčanih Rok Vori, ki je izsilil stranski avt za Univerzo v Mariboru, oziroma prekršek je bil to, ki ga bo prosti strel ga bo izvedel Jure Šumak. Spet Šumak podaja nazaj. Dolga podaja, tu seveda ni bilo možnosti za mariborske nogometaše, ko se je visoko dvignil, visoko rasli Srdžan Arsič. Nova akcija Mariborčanov, prenos žoge na levo stran, podaja Jerneja Trstenjaka pa je bila predolga in splavala je po vodi. Nova akcija Mariborčanov. Univerza v Ljubljani v okviru različnih pojavnih oblik zagotavlja pester nabor športnih dejavnosti za vse študente Univerze v Ljubljani, kjer se seveda zavedajo, da dobre športne navade pozitivno vplivajo na uspešen študij. Zato si prizadevajo na Ljubljanski univerzi in si želijo, da bi se čim več študentov vključilo v programe športne aktivnosti, bodi si z izbirnim predmetom, ob študijsko dejavnostjo ali pa tekmovalnega športa. Seveda pri tem ni pomembno samo to, da so študenti vključeni v športne aktivnosti, ampak tudi, da se družijo s kolegicami in kolegi z drugih fakultet in akademij, ter tudi tako so ustvarjajo univerzitetno skupnost. Seveda si vsi skupaj želimo, da bi tudi ta nogometni El Clasico med Univerzo v Mariboru in Univerzo v Ljubljani postal stalnica. To je zdaj že tretji medsebojni dvoboj, kot je omenil gospod Klarič v prvem polčasu. Se bodo zdaj verjetno nekako posvetili temu, da bo vsako leto na sporedu ena tekma. V lanskem letu, v lanskem koledarskem letu, letu 2014 smo videli dve medsebojni srečanji.
Letos je to, mislim, da prvo in tudi zadnje, če sem pravilno razbral iz besed gospoda Klariča. Vsekakor pa je, kot na Univerzi v Mariboru poudarjajo, najpomembnejši zdrav duh v zdravem telesu, ki še vedno nesporno velja. Tudi v tem času ni dobre univerze brez razvitega športnega življenja. Zato se tudi na Univerzi v Mariboru trudijo, da bi šport spet postal sestavni del vsakdana njihovih študentov in tudi zaposlenih. Univerza v Mariboru ponuja pester nabor študijskih in tudi obštudijskih športnih vsebin, ki ponujajo ustrezne pogoje za razvoj športa. Zdaj je priložnost za Mariborčane in žoga za ljubljanskega vratarja Marka Kralja. Šport nenazadnje ni samo fizična aktivnost, saj krepi sodelovanje in kolegijalnost ter uči, da se je za uspeh potrebno potruditi. Gre za pomemben nauk, ki ga ni težko preslikati, seveda tudi na študij in siceršnje življenje. Nogometaši, ki jih gledate na igrišču, niso samo dobri nogometaši, pač pa tudi dobri študentje in seveda je to še težje nekako združiti, kot pa biti samo nogometaš ali pa biti samo študent. Rumeni karton v vrstah Univerze v Ljubljani, Elvis Beganović ga je prejel, vse je na najlepšem redu, športni stisk rok in žoga za Mariborčane, ki spet organizirajo svoj napad. Na celjskem stadionu so zdaj že dodobra prižgani reflektorji. Sem dejal, se je vidljivost zaradi nizke oblačnosti nekoliko poslabšala v zadnjih trenutkih, ampak zaradi dobrih pogojev, ki jih nudi Arena Petrol, seveda javne razsvetljave oziroma reflektorjev, seveda tekma ni ogrožena. Zdaj je nova akcija Ljubljančanov, številko 6, Žiga Verbič v kazenskem prostoru, nevarno je pred mariborskimi vrati, strel in preko vrat. Lepa priložnost je bila to zdaj za Nina Pungarška, ampak ta je meril preko vrat. Nino Pungaršek je bivši nogometaš Celja, njihov mladinec in posojen v Akademski športni klub Bravo. Velika dodana vrednost na sredini. Gre za Celjana. V Celju letos obeležujejo 125 let organiziranega športa. Je mesto, ki diha s svojimi športniki in jih tudi seveda spoštuje, pa spodbuja in je seveda na nje tudi ponosno. Celje je zelo športno mesto, na Areni Petrol pa ima svoj dom tudi nogometni klub Celje, saj ima tudi nogomet v Knežjem mestu dolgoletno tradicijo. Nogometni klub Celje pa je eden izmed 3 klubov v Sloveniji, ki vse od osamosvojitve nastopajo v prvi slovenski nogometni ligi. V zadnjem času vse bolj uspešno. Arena Petrol in nogomet sta celjski ponos, zato so v Celju seveda še toliko bolj veseli, ker organizirajo na njihovem stadionu oziroma so danes organizirali na tem stadionu tradicionalno nogometno tekmo 2 univerz. Saj tudi Celje že nekaj let študentsko mesto, ki ne skriva ambicij, da postane sedež lastne univerze. Zdaj pa župan mestne občine Celje, Bojan Šrot, že pred tekmo izrekel seveda obema ekipama Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani dobrodošlico v Celju in ima zaželel veliko športnega uspeha in dobro počutje v Knežjem mestu. Medtem nobene prave priložnosti. Ljubljančani nekako držijo izid iz 39. minute prvega polčasa, ko je edini gol na tem srečanju dosegel Martin Cesar. Mariborčani so v tem drugem polčasu več pri žogi, a nevarnejše priložnosti vendarle na strani Ljubljančanov. Zdaj je pri leteh Nik Vrančič pokosil tam številko 15 Anžeta Pečnika v vrstah Maribora.
in zato prejel tudi rumeni karton strani Denisa Halilovića, mladega glavnega sodnika današnjega obračuna. Tu ga vidite na vaših zaslonih. Na drugi z desne, povsem na desni je bil rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Ivan Svetlik, v rdečem, levo od njega, oziroma desno od njega, z vaše leve, pa ste videli prejšnjega mojega sokomentatorja, rektorja Univerze v Mariboru, dr. Igorja Tičarja. Oba sta torej izvedla začetni udarec na tem srečanju, preden smo se vključili v neposredni prenos iz Celja. V novi akciji med tem Mariborčani v 77 minuti pa še vedno minimalno vodstvo Ljubljančanov z 1-0, ki ga je prinesel 6 minut pred iztekom prvega polčasa Martin Cesar. V prvem polčasu smo videli 3 nevarne priložnosti, v drugem niti ne tako tistih zares pravih priložnosti, ni jih bilo veliko. Igra je zares nekako poteka bolj med obema kazenskima prostoroma. Nekaj težav ima zdaj Adrijan Lekčevič, kapetan moštva iz Maribora, medtem Ljubljančani še vedno organizirajo napad, ko Lekčevič leži na zelenici stadiona Arena Petrol. To je številko 8 pri Mariborčanih. Adrijan Lekčevič, s katerim je vse v najlepšem redu. Prosti strel znova za Mariborčane. Takole, ob teh standardnih situacijah imajo Mariborčani bolj malo možnosti, kajti ne pozabimo, Srdžan Arsič je izredno visoko v obrambi Ljubljančanov, zdaj pa tudi slaba podaja v kazenski prostor. Spet se je na tleh znašel v mariborski ekipi Adrijan Lekčevič, danes precej na zelenici tega stadiona, ampak kar je pomembne je to, da so Mariborčani zapravili še eno lepo priložnost. Zdaj šestica pri Ljubljančanih, Žiga Verbič teče po levi strani, za hip je pozabil žogo, zdaj spet pri žogi Verbič. Verbič se je osvobodil 2 igralcev, še vedno Verbič, globinska podaja, priložnost zdaj za Ljubljančane. Sam pred vrati se je znašel Elvis Beganović, rezervist, ki je prišel v igro v drugem polčasu, a spretno mu je izbil žogo vratar Mariborčanov Martin Jarc. Tole bi lahko bila že zaključna žoga za Ljubljančane, če bi leti povedli z 2-0, bi tole srečanje bilo bržkone tudi že odločeno in tako pa še vedno možnosti za Mariborčane, da pridejo do izenačenja na 1-1, potem ko je torej Beganović zapravil zares lepo priložnost. Elvis Beganović je nogometaš Šenčurja, sicer pa študent ekonomske fakultete iz Ljubljane. 22 tekem je v letošnji sezoni odigral za Šenčur in dosegel tudi 2 zadetka. Zvezni nogometaš, dokaj standarden torej v moštvu Šenčurja. Na skupno 47 tekmah v zadnjih 2 sezonah je dosegel 3 zadetke. V letošnji je bil uspešen na gostovanjih, in sicer pri Šmartnem in pa pri Veržeju. Ima še zadetka pred domačimi gledalci, zato pa je specialist za zadetke v gosteh. Priložnost zdaj za Mariborčane, podaja na vrh kazenskega prostora, to je 100-odstotna priložnost, padec v kazenskem prostoru in kaj piska Halilović, 11-metrovka. 11-metrovka za Mariborčane, ob tem pa je prejel rumeni karton tudi vratar Ljubljančanov Mark Kralj, ko ga je že preigral David Vinković, nogometaš Maribora, študent pedagoške fakultete, ki bo 5. julija dopolnil 26 let, je torej priigral 11-metrovko za Mariborčane, ki imajo točno 10 minut pred koncem tega srečanja izvrstno priložnost za izenačenje na 1-1, potem bi se vse skupaj seveda začelo znova in zdaj bo torej Maribor tisti, ki bo imel tole priložnost za izenačenje. Ali bo do tega tudi prišlo? Strel in gol! Zadetek za Mariborčane. Jernej Trstenjak v 81 minuti zabija z 11 metrov in torej izenačenje. Izenačenje v celjski areni Petrol. Jernej Trstenjak je strelec z 11 metrov, potem ko je strel z bele točke z lepim preigravanjem
priigral David Vinkovič, tu je nesrečnik Mark Kralj, ki je podrl Vinkoviča, potem pa je strel z najstrožje kazni v zadetek pretvoril David Trstenjak oziroma Jernej Trstenjak in popeljal torej Mariborčane do izenačenja. Zdaj so na potezi Ljubljančani, ki lovijo znova vodstvo na 2-1. Predtem je imel zares fantastično priložnost Elvis Beganovič, pa je namesto, da bi Ljubljančani vodili z 2-0, zares nespametno reagiral pred vrati mariborske ekipe in ni prišlo do povišanja vodstva takrat na 2-0, zdaj pa kazen v obliki zadetka za 1-1. Zaustavljena igra. Torej, srečanje se od 81. minute dalje, pravzaprav, kot bi lahko rekli temu, začenja znova s tem izenačenjem. Zdaj strel in kakšen zadetek! Kakšen zadetek za Ljubljančane! To je fantastično. Eurogol bi lahko rekli. Jernej Gvardjančič je zdaj v 83. minuti utišal mariborske navijače z res fantastičnim zadetkom za novo vodstvo Ljubljančanov z 2-1. Povsem brez moči je bil zdaj vratar Mariborčanov Martin Jarc. To je bil zares fantastičen zadetek, ki se ga ne bi sramoval tudi kakšen prvoligaški igralec in torej Jernej Gvardjančič, študent ekonomske fakultete, sicer član Šenčurja, je zabil za novo vodstvo Ljubljančanov tokrat z 2-1. Ko smo že mislili, da bo tekma spet končana z izidom 1-1, tako kot v uvodni dve, pa je Gvardjančič poskrbel za to, da je tole premierna tekma, ko sta padla več kot 2 zadetka na tekmah med Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Mariboru. Saj je torej zadev Šenčurjev nogometaš, ki bo v četrtek dopolnil 21 let. Jernej Gvardjančič sicer je za Šenčur v letošnji sezoni na 20 tekmah 4-krat zatresel mrežo nasprotnika, 2 zadetka je zabil na 2 različnih tekmah Šmartnemu. Po enkrat pa je bil natančen v gorenjskem derbiju ob zmagi Šenčurja proti Triglavu z 2-1 in ob remiju doma z 2-2 proti Dravini. Zadetek, torej strelec zadetka Jernej Gvardjančič. Petinosemdeseta minuta, torej tako 5 minut in Halilovićev dodatek še do konca tega srečanja, v boljšem položaju pa Ljubljančani, ki bi si, če bi se tekma končala s tem izidom, nekako roko na srce tudi zaslužili zmago. Nazadnje so Ljubljančani pokazali več od nogometa na tem srečanju od Mariborčanov, ki so se pretežno branili na tem srečanju. Res pa je tudi dejstvo, da so Mariborčani precej okrnjeni številčnih kvalitetnih nogometašov iz Aluminija. Danes ni v moštvu Maribora zaradi zelo pomembne sobotne tekme, ko bo Aluminij lovil prvo ligo. Danes seveda niso dobili prostega termina dovoljenja strani glavnega trenerja in tako se niso mogli odeležiti tega srečanja na celjski areni Petrol, kjer je do konca še manj kot 5 minut. Seveda še temu moramo dodati tudi sodnikov dodatek. Kakšen bo zdaj odgovor Mariborčanov? Zdaj bodo Mariborčani morali odigrati v navednicah na glavo, če bodo seveda želeli priti do izenačenja na 2-2.
Bojim pa se, da bo Mariborčanom enostavno zmanjkalo časa, kajti Ljubljančani so zelo kvalitetni v obrambi. Malce so popustili v 81. minuti, ko so dovolili, da se je sprehodil skozi njihovo obrambo David Vinković, že preigral vratarja Marka Kralja, ki pa ga je podrl za najstrožjo kazen brez oklevanja. Glavni sodnik nocojšnjega srečanja, današnjega srečanja, Denis Halilović, pokazal na belo točko, s katere pa je bil natančen mariborska desetica Jernej Trstenjak za takrat izenačenje na 1-1, le 2 minuti kasneje pa ekspresno vodstvo Ljubljančanov, ko je spravil bombo z 25 metrov z nekoliko desne strani premagal mariborskega vratarja Martina Jarca. Jernej Gvardjančič, nova priložnost, nekaj težav ob strelu spet Gvardjančiča Jarca. Gvardjančič ima izvrsten strel, to smo se lahko prepričali v 83 minuti. Tudi tale strel Gvardjančiča, ki ga je pravkar sprožil ta nogometaš Šenčurja, ni bil slab, ampak vendarle je bila oddaljenost prevelika, čeprav je imel nekaj težav pri lovljenju te žoge Martin Jarc, vratar Univerze v Mariboru. Dolga podaja zdaj naprej, izbita žoga Ljubljančanov, vse bolj teče voda v grlo nogometašem iz Maribora, potem ko se je v tem trenutku začela 88. minuta srečanja. Jarc zdaj izbija žogo na polovico Ljubljančanov, tam ni nikogar izmed mariborske ekipe, zdaj teče tam na drugi strani Nik Vrančič, nogometaš, ki je prišel v igro v drugem polčasu pri Ljubljančanih, tu je 16-tica pri Mariborčanih, David Kajtna, tudi on je začel tekmo na klopi, pa dobil kasneje priložnost. In pa znova zamenjava na obeh straneh. Pri Mariborčanih je za vstop v igro pripravljen Sašo Gerečnik. Gerečnik je študent filozofske fakultete, 8. julija bo dopolnil 20 let, pri Ljubljančanih pa bo v igro prišel igralec številko 8, to je Daniel Katič. Daniel Katič, študent ekonomske fakultete, član akademskega športnega kluba Brava, 22-letni nogometaš bo torej prišel v igro pri Ljubljančanih v predzadnji minuti srečanja na celjski areni Petrol. Torej številko 8 Daniel Katič. Igralec številko 8 Daniel Katič. Še en poskus Mariborčanov, da bi vendarle prišli nogometaši v modrih dresih do izenačenja, ampak vse bolj diši po tem, da bodo Ljubljančani še drugič na tretjem medsebojnem obračunu z Mariborčani dobili tekmo, potem ko so dobili zadnjo na Kodeljevem v Ljubljani, ko se je prva premierna v Ljudskem vrtu končala brez zmagovalca z 1-1. Zdaj so se dobro ubranili Mariborčani. Ljubljančani vršijo pritisk, kljub temu, da bi zdaj Mariborčani morali biti tisti, ki bi seveda bolj pritisnili proti vratom Ljubljančanov. Zdaj nimajo Mariborčani česa za izgubiti. 90. minuta, zadnja minuta srečanja na celjski areni Petrol ob vodstvu Univerze v Ljubljani z 2-1. Strelca za Ljubljančane Martin Cesar v prvem in Jernej Gvardjančič v drugem polčasu. Mes je za Mariborčane izenačil Jernej Trstenjak s strelom z 11 metrov v 81. minuti. Še 3 minute kaže četrti sodnik današnjega srečanja Ermin Šašivarević, da bo na sporedu te tekme, torej 3-minutni sodnikov dodatek, 3 minute časa za Mariborčane, da morda pridejo do izenačenja. Ali pa bolje rečeno oziroma drugače povedano 3 minute časa za Ljubljančane, da povišajo svojo prednost in si zagotovijo še višjo zmago proti Mariborčanom.
Halilović znova zaustavlja igro in to bo ena izmed zadnjih priložnosti, slabi 2 minuti in pol pred koncem srečanja. Ste videli, se nervozno ob klopi hodi, mariborski klopi hodi tudi gospod Marko Jesenšek, dekan Filozofske fakultete v Mariboru, eden izmed pobudnikov, glavnih pobudnikov, da je sploh prišlo do teh tekem z mariborske strani, glavni pa seveda Darko Klarič, ustanovitelj Akademskega športnega kluba Bravo. Videli ste tudi trenerja Mariborčanov Vojislava Simonoviča, priložnost za Mariborčane, Ljubljančani so se uspešno obranili, potem ko ni prišlo do direktnega poskusa z prostega strela. Mislim, da je tam prav Trstenjak ali pa tudi Matej Vikovič, mislim, da je bil strelec z prostega strela, nastreljal živi zid. Proti napad za Ljubljančane. Napaka v obrambi, priložnost za Ljubljančane in tam po poskusu Daniela Katiča, ki je kot zadnji prišel pri Ljubljančanih v igro, ni prišlo do zadetka, to bo kot za ljubljanske nogometaše. Huda napaka v obrambi Maribora je bila to, vse pa se je dobro končala za Mariborčane. Lahko bi zdaj prejeli tretji zadetek in potem bi bilo srečanje zares že odločeno, tako pa imajo Mariborčani še nekaj sicer zelo minimalnih možnosti, da bi prišli vsaj do izenačene, kajti v tem trenutku se je začela namreč zadnja minuta sodnikovega dodatka na celjski areni Petrol. Prekršek bo to v korist Ljubljančanov, Elvis Beganović je bil tisti, ki je dobro zadržal žogo v svoji posesti in izsilil prekršek, no potem pa hitra izvedba stranskega avta in prepovedan položaj. Mislim, da ne bo več časa za kakšen konkreten napad Mariborčanov in da bo tole tudi končni izid tega srečanja, torej Ljubljančani bodo slavili zmago, videli bomo s kakšnim izidom, kajti zdaj imajo lepo priložnost. Ja, tam se je malce zapletel 13-tica Nik Vrančič, potem je prišlo do strela in zadetek. Nik Vrančič je odločil srečanje v sodnikovem dodatku. Tole je bila zagotovo zadnja akcija na tem srečanju, kajti vsak hip, čez nekaj sekund se bo iztekel redni oziroma podaljšek, sodnikov podaljšek tega srečanja. Nik Vrančič pa je postavil končni izid, to bo končni izid bržkone tega srečanja. Z lepim strelom je premagal vratarja Maribora Martina Jarca. Nik Vrančič, študent Gea Collegea, sicer pa član Akademskega športnega kluba Bravo, tudi on še nima 20 let in v tem trenutku konec srečanja na celjski areni Petrol. Študentski El Clasico, prijateljska tekma, nogometna tekma med Univerzo v Mariboru in Univerzo v Ljubljani je končana. Veselijo pa se lahko zmage v nogometaši Univerze v Ljubljani z izidom 3-1. Pojdimo po vrsti. V prvem polčasu en zadetek, v 39 minuti je zabil zadetek Martin Cesar, potem pa v drugem polčasu, ko je dolgo kazalo, da bo to minimalna zmaga nogometašev iz Ljubljane, v 81 minuti izenačene, z 11 metrov je za Mariborčane dosegel zadetek Jernej Trstenjak, no potem pa le 2 minuti kasneje prava bomba z več kot 20 metrov z desne strani Jerneja Gvardjančiča, nogometaša Šenčurja, za novo vodstvo Ljubljančanov 2-1, in ko se je tekma nagibala oziroma že potekala v sodnikovem dodatku, je končni izid 3-1 z lepim zadetkom, z lobom poskrbel Nik Vrančič za zmago Ljubljančanov 3-1. Druga zmaga Ljubljančanov na medsebojnih dvobojih, na tretjem medsebojnem dvoboju je bila to druga zaporedna in povsem zasluženo se veselijo nogometaši iz Ljubljane, ki bodo v ne trajno, ampak prehodno last dobili tudi pokal, ki ga bodo držali vsaj do naslednjega medsebojnega srečanja, ki pa je planiran v koledarskem letu 2016. Hvala lepa za vašo pozornost, spoštovane gledalke in gledalci. Upam, da ste uživali v tem študentskem El Clasicu, ki smo ga lahko spremljali na celjski areni Petrol. Z moje strani je zato vse. Z vami sem bil Marko Cirvan, ki vam želi še naprej lep preostanek tega ponedeljkovega večera in nasvidenje do prihodnjič.